par očitnih primerov, kjer se seveda javnost vedno sprašuje, kako ob evidentnih dokazih, tako rekoč na ekranu, kot v primeru krškega Facebook umora, ampak tudi drugi so potem, ta koroški dečki, pa ta jeseniška deklica ali pa Zorica Škrbič. Zakaj vseeno mora trajati leto, dve, tri do epiloga? Ja, predvsem so to postopkovna pravila. Mislim, da je prav, da v normalni državi, da ljudi ne obsojamo medijsko oziroma takoj na ulici, ker si seveda lahko ustvarijo svoje mnenje na, ko pravite, nekaterih evidentnih slikah ali ne rečem tudi drugih informacij. Vendar pa je postopek koncipiran tako, da je najprej postopek sodne preiskave, potem šele glavna obravnava in potem možnosti seveda še tudi inštančne presoje odločitve sodišča prve stopnje, dokazni postopek, lahko se seveda vpletajo potem različni tudi izvedeniška mnenja in to določen čas pač terja. Da bi pa rekli, recimo, da ima nekako nesorazmerno obramba več streliva na voljo kot tožilstvo? Ne, postopek pač omogoča enaka sredstva, bodisi če govorimo o napadu ali obrambi. Seveda je pa potrebno sploh v kazenskih zadevah, ker so zelo občutljive, zadevo raziskati do konca. Dobro veste, da že samo dvom lahko povzroči, da je sodba oprostilna. In mislim, da je predvsem, da je prav, da se zadeve nekako tudi z vidika javnosti umirijo in da so ljudje deležni normalnega postopka, normalnega sojenja, ne pa tega, da se hitro zahteva linč. Ampak vseeno, občutek zadoščenosti v primeru, če zadeva traja tako dolgo, pa ni na strani javnosti. Ni, ampak jaz tudi mislim, da določeni postopki pri nas ne grejo tako dolgo. Jaz se spomnim, ne vem, primera že dolgo nazaj, trojnega umora na Gorjancih, ker je trajalo 1 leto od dogodka do pravnomočne sodbe. Potem je bil umor v Litiji, ki je bil ravno tako v roku znotraj 1 leta od dogodka do pravnomočne sodbe. Tako da ti, bom rekel, tako nekateri evidentni, kot jih omenujete primeri, ni nujno, da se tako vlečejo in je ta očitek, da se pri nas nekateri postopki vlečejo, je velikokrat tudi neutemeljen. Po tej analogiji bi recimo ta krški Facebook umor lahko tudi bil hitrejši. Ne bom naprej komentiral, ker je tudi krško sodišče pod pristojnostjo višjega sodišča in je ob takšnih, bom rekel, dogodkih realno pričakovati, da bo odločalo tudi naše sodišče in bi se lahko moja izjava interpretirala narobe, ampak kako bo postopalo, vem pa iz medijev, da je pač preiskovalni postopek se verjetno začenja oziroma mislim, da so bili privedeni pred preiskovalnega sodnika, tako da koliko obširen bo tukaj dokazni postopek, je na osnovi medijskih poročil težko napovedati. Še jaz bi vas nekaj vprašala, Tjaša Doljak z STA. Pred dnevi je Ustavno sodišče objavilo eno odločitev, po kateri zdaj, koliko razumem, pravzaprav isti sodnik ne bo mogel odločati v primeru več soobtoženih za isto kaznivo dejanje o vseh. Prav danes se je recimo v sojenju za primer korupcije na tehničnih pregledih en od obtoženih je izločil sodnico zaradi tega, ker je že odločala za ostale soobtožene in je torej kompromitirana. A bo to otežilo delo sodišča? Odločanje o isti zadevi večkrat praviloma ni izločitveni razlog. Celo pravilo je recimo pri nas na višjem sodišču, če pride zadeva, o kateri recimo sem odločil jaz in je ponovno vrnjena na višje sodišče, bom ponovno jaz odločil. Natanko pa te vsebine, te odločbe trenutno ne poznam, mora biti pa tu nekaj drugega. Zgolj to, da sem že enkrat odločil, ni razlog. Celo pravilo je in na prvi stopnji vrne se sodniku, ki je že odločil, razen če inštanca odloči, da se dodeli zadeva drugemu sodniku.